brez volitev. In vsakih naslednjih, upam. No, mogoče je zanimiva tudi izkušnja Trsa. Mi smo že, ko smo se ustanovili, smo šli v dvojno podobo, ne? Mi imamo stranko za ekosocializem in trajnostni razvoj in gibanje za trajnostni razvoj. In zanimivo, recimo, jaz sploh nisem član stranke in nočem biti noben član stranke, absolutno pa podpiram, bom rekel, idejo Trsa in seveda še bolj, bom rekel, zavzeto, ker vem, da je to civilizacijska alternativa Združeno levico in demokratični ekološki socializem. In če ne bomo zadržali te dvojne podobe, to, na kar vi opozarjate, potem smo mrtvi. To vam moram povedati iz lastnih izkušenj, da če ne bomo imeli tega gibanskega, civilno-družbenega delovanja, potem bo Združena levica postala klasična stranka, ki je ne boste volili pri naslednjih volitvah. Sam še dve besedi prav na to temo. Jaz sicer izhajam iz puntarjev, in puntarji smo gibanje, ki nekako se ne želi strankarsko kakorkoli vključiti in smo pač v Združeni levici zgolj na podlagi prepričanja v idejo in v smeri enega in edinega cilja, spremembe sistema. Ljudje na ulici imajo dostikrat težave s strankami, ravno zaradi nespoštovanja, ki ga stranke kažejo. Ampak Združena levica že v osnovi, pa recimo jaz lahko grem za iniciativo za demokratični socializem, deluje po principih neposredne demokracije, kar avtomatsko izničuje vrednost strank in poudarja vrednost ljudi. Tako da mi tle delamo en velik preboj na področju političnega udejstvovanja. Tako da ta četrti blok je dejansko zame najpomembnejši blok. To smo vsi, ki verjamemo v isti cilj. Prosimo na kratko, potem pa naslednje vprašanje iz publike. Samo na kratko, ker je... Zdaj lahko bo populistično, če bi rekel, ja bi, seveda bi. Treba se zavedati, da so imena in priimki, ki stojijo za vsako svinjarijo, ki se je zgodila v tej državi. Ve se, tovarišica Ana in ekipa, ki stoji za skupino za kazensko vadbo, ima informacije, kako so potekale transakcije, v katero smer. Žal je policija verjetno podhranjena, policisti imajo nizke plače, za tiste plače verjetno jaz verjamem in vsem dela, ki ga imajo, je obup in se vse to dogaja, da ne pridemo nikom do konca. Te stvari je treba podpirati, ja podpišem. Podpišem zdaj in podpišem in Bjanko. Lahko tudi mene obtožite. Podpišem tudi na sebe, če bi slučajno naratalo iz parlament in bi bil ljudem po določenem času zatečen, dolgočasen, bi izgubil stik z vami, z ljudmi, in bi me dobili pri lumpariji, seveda. Evo me, prvi, ki grem v zapor, prvi, ki moram dvija. Tako da podpiram take akcije. Bomo prijeli za prijevce. Spremstvom ali brez? Jaka, ker že stojiš, evo, se podpiši. Še prišel odvetnika ne boš rabil. A če podpisal že sodbo? Prijavo, ja. Anonimno. Ne, Bjanko. Imamo tudi drugega kandidata med nami iz Gorice okolice, ta čas, ko Jaka to podpisuje. Prosim, da se nam predstavi še tovariš Robert Pahor, če se ne motim, iz Šempetra, iz Gorice, z Krasa, se opravičujem. Lep pozdrav vsem skupaj, sem Robert Pahor, Krašovec po srcu, sicer že 20 let stanujem tukaj začasno v Novi Gorici. Sem se odločil, da bom pač zbiral te kamenčke, te glasove za Združeno levico, da stvari obrnemo, ker tako naprej ne more jeti. Mogoče bom
pozneje imel možnost obrazložiti, zakaj sem se to odločil. No, pokrivam pa vse ostalo območje izven nekdanje bivše skupne občine Nova Gorica, se pravi so 4 občine in del Nove Gorice. Pozneje še kaj. A to je bilo to? Hvala, skromni kandidati. Pričakujemo še kakšno vprašanje najbrž, ne, od publike. Zdaj imate čas jih držati za rokav. Zdaj so tle. Zdaj so krotki. Zdaj še jih bomo držali, ko bojo izvoljeni. Ja, takrat jih bo treba hoditi držati na Šubičevo v Ljubljano. Ja, so rekli, da bojo imeli stalno stik z nami. Z bazo. Tukaj je, vidim, eno vprašanje, že na roka. Ja, mene me zanima, če se boste neposredno borili, da nam vrne pokratni denar. Kaj to pomeni, da se boste neposredno borili za pokraden denar? Kakšen plan imate na tem področju? To je tudi povezano s tistim vprašanjem glede tistih virov, ko smo prej govorili in tako naprej, ne samo iz stališča pravne države, prave, pa tudi pravične, pa tudi te, ki je potem vire dobiti. Mi se imamo v programu to dosledno in res odločno zagovarjanje revizije tudi vseh teh postopkov, ne samo tist, kar je bilo zdaj po teh zakonih, ki so bili že itak prirejeni spet v korist teh lobijev. To je problem parlamentarne manjšinske demokracije, da ti ni samo nelegalno problematično, problematično je tudi ta komponenta, ki so oni s pomočniki, tudi temi, ki so bili ustavodajni oziroma ustavni komisiji, pisali zakone v korist teh kapitalskih stricev iz ozadja. In to je zato pravimo temu tudi ta naslogan kapital je ti stric iz ozadja. Skratka, mi se moramo zdaj boriti, če pridemo, da imamo neko tako pač moč, takrat to lahko spreminjaš to zakonodajo, da je potem drugačna in imamo tudi to predlog, da bi kompletno revizijo postopkov lastninjenja od certifikatov, to je bila največja kraja stoletja, označil Boštjan Nemzopančič. Tam se je vse začelo, do vseh teh drugih lastninjenj in tega, kar se dogaja v zadnjem času. Se pravi, in tukaj not moramo obdelati in to, kar je legalno, mislim, kar je bilo nelegalno, pa tudi tist, kar so oni že, da je bilo pa pač nepravično, je bilo pa nelegitimno, ali je bilo izkoriščevalsko, kakorkoli. Vse to, tudi ta izkoriščeni del dela, ki je šel stran od delavcev, pa je v bistvu njihov, mi moramo direktno narediti prevzem, ne da morajo oni odkupati tist, kar so itak že s svojim lastnim delom ustvarili, pa je šlo zdaj v zasebne jahte lastnikov. Mi moramo vse to prenesti na solastništvo delavcev. In to ne samo na papirju, ker je bilo realsocializmu, da tovarne delavcem, pa je bila še vedno državna lastnina. V bistvu mi hočemo nazaj pravo družbeno lastništvo. In tle bomo dobili tudi vire, poleg tega progresivne obdavčitve celotnega premoženja, davčnih oaz, potem tukaj še odpis dolgov, delni saj, kar so ga tudi v tujini sile, se pravi, če se mi povežemo z nekimi državami, silami, kot je Siriza, da imamo lahko tudi delni odpis nelegitimnega dolga, pa imaš potem spet vire za te zadeve. Skratka, pa na podlagi tega povrnitev absolutno nezakonito pridobljenega premoženja in tudi tistega, za katerega ni mogoče dokazati izvora premoženja. Sploh, če gre za neke zneske večje na tem. In to se vse da, če je politična voljo pa rabimo tako, da bomo skupaj gradili z vami soborci gibanje. Ne samo vi niste volivci, mi smo vsi skupaj naši soborci in zato je četrta skupina tudi pomembna. Močnejša, če ne bi še vedno zelo prevladoval pragmatizem socialne demokracije. To je največja prevara in največje razočaranje. Socialdemokrati so absolutno izpustili svoj ključen program in se pridružili neoliberalnemu kapitalizmu. Žal, slovenski volivci in volivke tega še niso uvideli in so padli na finto tako imenovane selektivne privatizacije, ki jo zagovarja, kot veste, tudi slovenska socialna demokracija. In to je največje razočaranje in zato je pravzaprav Združena levica tudi nastala. Ker ne zagovarjajo več levih izhodišč. Mi se jasno, korenito in radikalno opredeljujemo kot levica, nova levica, z jasno postavljenimi političnimi cilji in mi se ideologiji ne izogibamo. Za nas je sredina, to, kar se zdaj v Sloveniji pojavlja, neka kaos-sredina, pomeni poraz delavskega razreda, poraz samoupravljanja, poraz zadružništva, velike socialne razlike, šolnine v šolah in tako naprej. Mislim, jaz sem zgrožen nad
bom rekel, ravnijo razmišljanja povprečnega slovenskega volivca, ki vse bolj tone v revščino. Halo, zbudi se. Hvala. No, če bi nam sedanja oblast namenila kakšen teden, 2 ali pa 3 več kampanje, bi naredili tudi soočenje, tako da bi tisti, ki ste jih izvali, lahko tudi kaj povedali. Ampak naslednjemu vprašanju se... Jaz imam še eno vprašanje. V primeru, da na volitvah v parlamentu ne boste dobili večino, boste pa vseeno dobili nekaj, kar bo za druge stranke in druge strani zanimivo. Kaj boste v tem primeru naredili? S kom se boste povezovali? Torej, če pridete v parlament, kaj se bo zgodilo? Stvar je zelo jasna, če vam bo všeč ali ne. Mi za ceno vstopa v katerokoli vlado kot manjšinska stranka, kot stranka, ki nima večine v vladni koaliciji, v tako zadevo ne bomo vstopili pod nobeno ceno. Pod nobeno ceno. Mi bomo ostali realno, če gledamo, Vem, da ne boste razočarani na tem, kar bom rekel, seveda ne bomo zmagali na teh volitvah. To bi bilo pa zdaj res, mislim, iluzija na 10. potenco. Prepričan pa sem, da imamo velike možnosti, da pridemo v parlament in v parlamentu bomo konstruktivna opozicija, ne glede na to, kdo bo v vladi. Podprli bomo programska izhodišča, posamezne izhodišča, ki bodo v skladu z našim programom. Črta. Hvala. Tukaj. Ko ste omenili visoko šolstvo, mene me zanima, če se boste zavzemali tudi, da se država ne subvencionira privatnih šol. To je IDS morda? Lahko. Mi smo za javno šolstvo. Ne samo IDS, vsi smo za javno šolstvo, za javno zdravstvo, za javne storitve. Šolam jih pa verjetno ne bomo omejevali. Sprav, če se lahko sfinancirajo same, ne se sfinancirajo, ni problema. Mi nismo totalitaristi, da bi jim prepovedali vstop v državo, ampak na lastnih žuljih. Ja, ampak zdaj je žal vzpostavljen sistem, da država financira do 80%. Ja, nič hudno. In da boste povrnili v prejšnje stanje, da se lahko več financiramo strani države. Ja, jaz zdaj lahko... Primer podatek je Evropska upravna fakulteta, da bi letno subvencijo 1 milijon 200 tisoč evrov. Torej gre za univerze, visoke šole, fakultete tukaj. Ima popolnoma nima dobrega programa, ljudje ne dobijo, študenti ne dobijo dela, ni nič odnečen, pa domače povedano. Ima 10 zaposlenih in dobijo ogromno količino denarja iz davkoplačevalskega denarja in so s tem ogrožene visoke šole pač javne. Se pravi, vi se boste borili, da se ukinete subvencije. Zdaj, v bistvu si sama povedala in točno in zelo natančno, zakaj je treba te stvari ukiniti. Namreč, veste, če jaz kot davkoplačevalec prispevam k neki privatni, tudi koncesijski nosilki izobraževanja, pomeni, da moram imeti tisto zadevo zastonj. To pomeni, nimam kaj plačevati več. Za take cifre. Poglejte, kaj se dogaja v privatnih šolah, pa boste vedeli, zakaj gre. Zato pa tudi pravim, da mislim, da je to edini možni način, da je šolstvo javno. Gremo pogledati v sosednje, v tiste čist lepe, normalne, kapitalistične, narekovaje lepe države, imajo javno šolstvo in ne plačujejo prav nobenih šolnin. Torej, možno je. In to zdaj in tukaj. Hvala. Da bi se bolj konkretno nazovalo, v bistvu, da bi se spremljalo potek študijske poti, naprimer, da ne bi na račun davkoplačevalcev študenti veseli po 10 let na študijskih programih. Se pravi, učinkovitost, kako? Ja.
Gre za socialni, čisto enostavno. Če imam študenta, nimam človeka na ulici, nimam človeka na zavodu za zaposlovanje. Ne vem, če ste kdaj bili na zavodih za zaposlovanje, ampak tam se rešuje, tiste številke se zmanjšuje na sisteme rednega študenta, ob delu študenta, ki ni čisto ob delu, ki je kar tako študent, potem se pa rešuje še malo zaradi tega, ker si bil, ne vem, nisi prišel dvakrat na učenje pisanja prošenj, pa take neumnosti, jaz mislim, da je to samo kupovanje socialnega miru in tega ne rabimo. Ta sredstva, ki jih investiramo v take neumnosti, se da dosti bolj produktivno porabiti. Jaz vem za čist konkretna sredstva, namreč sem bila tudi potrošnik javnega denarja, se reče, bili smo vključeni v en program, ki naj bi stimuliral zadružništvo. Do zadrug ni prišlo niti 1% sredstev, ki so bila namenjena za ta program. Ne me vprašati, kako so končale te zadruge. Ima kdo konkreten odgovor na konkretno vprašanje, kako zmanjšati zlorabe študentov v visokošolskem sistemu? No, glede na to, da sem profesor na Univerzi v Ljubljani, bi lahko o tem kar dolgo časa razpravljal. Najprej bom povedal samo en stavek poseben. Dobil sem vabilo, da bi sodeloval kot predavatelj v eni od privatnih fakultet. To vabilo sem prijazno odklonil in se s tem odpovedal tudi kar dobrim zaslužkom. Zato, ker se absolutno ne strinjam z samo idejo privatnega šolstva. Z samo idejo privatnega šolstva, ker pomeni, kaj dejansko to pomeni. Dajmo malo skupaj razmišljati. To pomeni dejansko, da elita, ki ima denar, ohranja svoje, bom rekel, privilegije in ohranja dejansko možnost napredovanja svojim otrokom v nasprotju z, bom rekel, z drugimi prebivalci, ki enostavno premoženjsko tega ne zmorejo. Če mi govorimo o socializmu, novem socializmu, potem je kvalitetno javno šolstvo in dostopno zdravstvo zame sta ta dva ključna stebra. In če gremo mi v privatizacijo šolstva, dejansko gremo v nepravično družbo. Tukaj sem jaz pa zelo, bom rekel, tečen in radikalen. Zdaj pa še, mogoče, glede učinkovitosti. In zloraba. Poslušajte, res je, mi smo zdaj pa govorim kot profesor, ker sem od 74. leta oziroma 73. leta na oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Boste malo razočarani, kaj bom zdaj rekel. Mi smo dejansko šolanje, študij ponižali in ga naredili kot srednješolski študij. Mi od študentov enostavno več ne zahtevamo tistega znanja, ki ga bi študenti potrebovali za 21. stoletje. Zakaj? Prvič zaradi tega, ker je število študentov na predavatelja preveliko. In če bomo imeli privatno šolstvo, bomo še del denarja namenili za privatno šolstvo in se bo to razmerje še, bom rekel, še poslabšalo. In drugič, s tem pa ne boste zadovoljni, ampak ker ne kandidiram, se lahko premoščem to. Vam bom pa povedal to, da je ne samo, da smo iz študija naredili socialno kategorijo, mi smo dejansko ponižali delo kot tako. Mi mislimo, da samo tisti, ki študira, je pameten in vreden zaupanja. Mi smo dejansko vse te ljudi, ki delajo z rokami, poklicno izobraževanje, zašuštrali totalno in spoštujemo samo ljudi, v narekovaju, ki imajo izobrazbo. Napačno izhodišče. Gauss-Kriegerjeva krivulja pove, kolikšen delež lahko ljudi študira. Zavestno to govorim, veste, kaj želim povedati.
Ne, da ne bi omogočil študij, ampak študij ne sme postati socialna kategorija ljudi, ki si lahko to privoščijo, na drugi strani drugi ne gredo pa delati na kmetijo ali pa za obrt. In to je potrebno spremeniti. Delu čast in oblast pomeni tudi to, pa če vam je všeč ali ne. Ne, to prinese v nas dobro. Pa kaj prinese dobro? Privatizirali, dejansko dali vodo, to je osnovni vir za vseh nas, tako kot zrak, tako kot zelenje, tako kot hrana, na razpolago lovcem iz raznih finančnih korporacij. Lepo bi privatizirali, prevzeli koncesnine, porabili tistih 30 letih izkoristili vodne vire in bi šlo. Zdaj, žal je fulcajta. Imamo že eno vprašanje, mislim, da te zadnji. Ja, jaz sem borka za otrokove pravice, imam društvo v Novi Gorici, komercialno društvo za otroke in v Novi Gorici verjetno veste, da je polno deložacij. Nažalost in polno otrok, ki so pod pragom revščine in sprašujem, če se boste borili v bistvu te institucije, ki bi morali skrbeti za otroke, ne skrbijo in niso povezani. Tako da Center za socialno delo, stanovanjski sklad sploh ne vejo eden za drugega in recimo, če bi Center za socialno delo skrbel za eno družino, ki ve, da je v stiski, ne bi moglo priti do deložacije in že prej pomagalo. In jaz sem zavzela v Novi Gorici, da bi ustanovili eno informacijsko točko, kjer bi ljudje dobili ti, ki so v stiski, ki so brezposelni, vse informacije, kam se lahko obrnejo, da ne zaidejo v tako stanje, kaotično, potem je depresija. Ljudje sploh ne odpirajo več položnic in v naše humanitarno društvo pridejo pred, mislim, 5 dni pred izteritvijo. Potem mi se s temi inštitucijami borimo, da jim obdržimo to. To je ena, če smo nekaj, to je en odraz, kam smo v zadnjih 25 letih prišli. Konkretno imate primer deložacij. Imamo probleme tudi recimo z narkomani. Imamo probleme z integracijo otrok priseljencev. To se mi vsaki dan s tem. Vsaki dan se s tem srečate in vidite, da ena inštitucija ne funkcionira. Tled manjka volja, manjka nadzor, manjka povezovanje in manjka to, da vi kot državljani, ker že s tem tako drugače delate, tudi pristopite zraven in da so vrata odprta. Mi hodimo od inštitucije do inštitucije, ampak veste kako živijo z očmi pokriti, ne? Ampak se premika, vendar počasi, ne? Je prišlo tudi do mi kot humanitarno društvo kupujemo mleko in dajemo otrokom in upokojencem. Mi smo v Novi Gorici dali, da ni mleka, so vsi gledali čudno. Ker Caritas, Rdeči križ, so dobili mleko samo iz Evropske unije. Ko je tam zmanjkalo, nihče ni poskrbel za te ljudi. In vsakemu bi poročala, da gre na Caritas povedati, da se spodi v podzemlju delijo te pakete hrane. In tam čaka 100 ljudi z otroki, da tiste vročički dobijo eno čokoladico. To bi mogel vsak državljanin pogledati, kako je to hudo. Jaz nisem verna, ampak s Caritasom sodelujemo super in hitro ukrepamo in tudi se pozna potem, pač primemo en primer in ga peljemo, ne? Ga peljemo, pač Caritas pač položnice, imamo to, jih peljemo na center, počasi pridejo k sebi in da lahko normalno naprej. Jaz sem dodal, da pri teh raznih organizacijah opažam, da je preveč te administracije, preveč ljudi, ki te stvari prilaga eden na drugega, rabiš papirja od enega do tretjega, do četrtega, zdaj del to. Otroci te družine so v stiski, nimajo časa urejati papirja, ne. Te papirje se da zaurejati, papirje zmeraj čas, pomalo človeku treba pa hitro, ne. Poznam pa tudi malo te primere socialne stanovanja, take socialne zadeve, ne, ko nekdo pridobi nek svoj status, potem po drugi strani pa vidiš, da ima visoki luksus, ne. Nihče pa tega več kontrolira, če ima tisti, je še upravičen do tistega socialnega statusa,
ali ne, ne? Samo, da boste vedeli, je zelo, zelo veliko družin v stiski, več kot se jih vidi, veste. Tako, če gremo po Novi Gorici, ne veš, ampak jih je veliko in posebno Slovenci si ne upamo priznati revščine, ne? Ja. Hvala. Jaz bi imela samo repliko. Gospa, ki ste postavili vprašanje, zdaj mi je padla asociacija, ker sem se jaz malo s tem ukvarjala tudi v Ljubljani in mogoče mi bo Ana Jugova tle znala kaj pomagati, ker sem zvedla, da Maja Zidar Klemenčičeva, odvetnica, nudi brezplačno pravno pomoč ljudem, ki jih hočejo deložirati. In v bistvu jih ne morejo deložirati in jim razložijo, da ne rabijo iti svojih stanovanj, recimo, ker jaz zdaj ne bom znala tega ponoviti, ampak odvetniki bodo to vedeli, kje so tiste cake, da jih, če so ogrožena tudi njihova življenja in tako naprej, ne morejo deložirati. Ljudje se pa seveda ustrašijo in grejo ven. In mogoče je treba svetovati to uvesti in svetujem, recimo, za neko pomoč, ki bo to, ki bo pomagala ljudem, da v bistvu sploh ven ne grejo. Druga stvar, bom pa jaz povedala še eno čistko, ne svojo. Skotanje. Prav? V Evropi skotanje je to, ko je stavba toliko časa prazna, greš noter in jo zasedeš. Recimo, ja, se vam zdi hecno, platforma skvoterska obstaja v Ljubljani in zato, ker želijo opozoriti, da stojijo nepremičnine, novogradnje, zato, ker je nekdo opravil tam denar in vložil v nekaj, kar stoji in propada in v bistvu hkrati ljudi deložirajo ven na ceste, nimajo kje živeti, namesto da bi, ne vem, mladim dali pa za 100 evrov notam, pa takim družinam za simbolično, pa da ne vzdržujejo, pa plačujejo recimo stroške, ki tudi potem s tem gre nekaj v državno blagajno. Tako pa vse propada, stoji prazno in da bi se pritisnilo na te, ki imajo te nepremičnine recimo, ali da jih oddajo, ali da jih prodajo, ali da jih dajo v nek obtok. In zato se mi zdi, ti greš noter in tega je ogromno. Ti greš noter in spet noben ne more vreči ven. Se vem, da se to tako sliši, ampak zakaj? V Evropi imajo to, po 3 letih zakon, če je 3 leta nepremičnina prazna, ti zakonsko lahko noter zaskvotaš. Ne, recimo, čist en tak preblisk. Radikalen in odločen predlog. Ja, če bi obdavčili te prazne. To je tudi spada v ta naš program progresivne obdavčitve, a veste. Zdaj so bili vsi srečni, ker je nepremičninska obdavčitev padla, ne? Predvsem cerkev, da ne bi rabila plačevati. Ma poglejte, če bi davek na nepremičnine vsem tem praznim stanovanjem dali tako, kot se spodobi, bi presneto razmislil lastnik teh stavb, ali ne bi rajši poceni oddal neki mladi družini to stanovanje, samo da ne bi bilo prazno. Tako da ves sistem ohranja samo tiste najbogatejše. In tako izkoriščajo te, in posebno te tujce, ki so najemnine 350, 400, 500. In seveda. Dejansko. Tako. Evo se že razvija ljudska diskusija, to je tudi ciljev takih okroglih miz, tako da kar korajžno. Še kdo? Aha, tam se opravičujem, dvigujete roko že nekaj časa. So mi rekli, da moram dati mikrofon okrog, ker se ne sliši. Še 10 minut vas bomo zadrževali, pol pa voljno. Hvala za besedo. Jaz sem sicer povedal svojem imenu, čeprav mislim, da mi kolegi Puntari ne bojo zamerali, če tudi v njihovem. Mogoče sam na tole še, borimo se za sistem, kjer miloščina ne bo več potrebna. Tako je, bravo! Spravi, so to pravo vprašanje. Dejansko sem pa mislil upozoriti prejše, ko je bilo omizje, na besedno zvezo konstruktivna opozicija. Mi Puntari smo podprli Združeno levico z namenom, da bomo zelo pazljivo opazovali, kaj bojo izbranci v parlamentu delali, tudi če smo jih recimo podprli, če so naši člani, kar so 4 izmed kandidatov. Zato smatram, da takoj, ko se začne pretirano ukvarjanje s tem, da se išče neke skupne točke, stične točke z obstoječimi oblastniki, se zadeva skvari. Mislim, da mora biti
ta opcija v parlamentu tam zato, da na naslednjih volitvah, ki bo zelo kmalu, dobi večjo podporo in na naslednjih prevzame ustavno večino in uspe spremeniti sistem. Zato ne rabimo delati kompromisov, ne rabimo delati konstruktivne opozicije v smislu, kakršno je zdaj, zato je to asociirano na nekaj drugega. Jaz trdim, da mora biti destruktivna opozicija, dokler ne prevzamemo ustavne večine. Hvala. Še nekaj dodal, upam, da ne glede na rezultate, ki bojo, da smo še naprej tako zbirali in punterji in vsi ostali, in da bomo te stvari spremljali usporedno do naslednjih volitev, da bo nekako usporedna vlada, da smo tudi tukaj dobivali, da bi tudi ljudje prišli povedati svoje mnenje, da bomo lahko se pripravljali za naslednjo rundo malo bolj močni, malo bolj podkovani v teh težavah in rešitvah. Punter s 700-letno tradicijo. Si hotel kaj dodati? 300-letno. Sem rekel 700, ne? Sem vas postaral. Simon. Ja, je še kakšno vprašanje? Aha, tam zadaj. Se lahko sam približite, ker imamo kratke kable. Prid do kabla. Mene pa zanima, sem že nekakrat prebrala besedno zvezo privatizacija vode pa privatizacija zraka. Pa za privatizacijo vode zdaj približno že bomo, ki to pomeni ali naj bi pomenilo za privatizacijo zraka, pa si ne predstavljam, pa me zanima, če si Dušan bo to vedel, on je ekolo. Privatizacija zraka, kandidati, ste slišali, da je že za to? Dušan bo pol povedal strokovno. Že samo onesnaževanje zraka je privatizacija. Točno to. Odgovor je. Ste še kaj dodali? Ne. Fantastično. Nočem avtoritetu kandidata. Ker je prav odgovor. Ko učite mi to vse. Ne vlada. Sedi 5. Vprašanja še? Naj bomo zmagali. V nedeljo! Še zaključno besedo obema kandidatoma. Robert. Veš, to, kar ste danes slišali, upam, da ste vsi pripričali, da smo na pravi poti, širite še naprej, pravite čim več svojih sokrajanov, sovaščanov, prepričati, da grejo končno na volitve, ker vsi pravijo, silimo koha volice, so vsi enaki, mi nismo enaki, ne poskusijo. To ni bilo še preizkusjeno, da ker ne poskusijo, ne bojo vedeli, kaj jih čaka. Jaz bom pa se opravičujem, če smo bili dolgi in da ne boste mokri, ki padne dešen zunaj. Kar se tiče volitev, bo šle voje, bo šle mimo. Od nas je odvisno, ali znamo malo odpreti oči in pogledati naprej, ali bomo sedeli doma na kavču in rekli, ma ne, se bo zopet eno in isto. Tako da vas vabim v nedeljo, da pridete in lahko tudi kaj napišete na glasovnico. Sem doskrat to delal, tako da se volilna komisija rada šalje na moj račun. Kaj pa, če bo neveljavna, pa... To je tudi izraz demokracije. Ampak upamo, da bomo se tle volili številko 7. No. Hvala. Imamo tudi izredne volitve še jutri, od 7 do 19, če se ne motim. Zaključno besedo dajem pobudniku. Še eno kratko vprašanje za kandidate. Ja? Mene me zanima, če boste se trudili vzpostaviti sistem, ki bo omogočalo vsem ljudem, vsem državljanom dostop do podatkov javne porabe denarja, dela in vse. Do evra natančno. Torej, kako? SDK. Lahko še enkrat kratko odgovorite, kako boste dosegli to, kar skrbi našo... Simon hoče še govoriti. Tudi ta del, ki sem že prej
omenil, eno je prek SDK-ja, drugo je pač, da imaš politiko odprtih knjig. Kako prek SDK-ja? Kako? To je sistem, ki sledi, beleži, v modernih časih bi lahko še toliko bolj moderno, elektronsko beleži vsako finančno transakcijo. To je bilo prej pač v bivši Jugoslaviji in se pravi, neko moderno verzijo tega se da tudi zdaj narediti. Drugo je pa, kaj? Za javnost, to se pa zdaj hotel dodati, če ta drugi del je pa tudi v teh, kaj je tudi Jaka že malo omenil, participatorni proračun, pa to se pravi, to so pa te, kaj imamo tudi v programu participatorne javne finance, je pa še dodatno, to je tudi en del teh ukrepov, da pa praktično tudi ljudje že vse odločajo pri načrtovanju, pri investiraju, kam bo išli del sredstev, ki smo rekli, s kaj bomo dobili, tudi te viri, vsem pač, ne, in potem se lahko tudi prek teh participatornih mehanizmov, ki imajo in nadzor, in transparentno pregled, skratka, vse povsod so neposredno vključeni državljani, točno to pravim, in na občinskem in na državnem nivoju. To je ta pač fenomen participatornega proračuna. To je pač en SDK, je pa pač en tak, recimo, državni vidik tega participatorni proračuni se pa ponovadi zaenkrat bi zdaj na občinskih nivojih. Zdaj, samo to, kar sem hotel reči, pa to, da to, kar je tudi že nekdo omenil, da mi smo tukaj ravno zato imamo tudi to pobudo kot neke vrste to je pač itak že iz programa izhajam, ampak da ste rekli, da bomo res, mi moramo za ene izvedbene zadeve poslušati državljane, zato pravim, da gre za to poziv v vključevanju, pridruževanju, ne zato, da bi imeli samo nekaj večjo število članov, ampak da imamo neke vrste stalni stik za res, ne samo spet v besedah, zato tudi računamo neke realne take državljanske pobude, oziroma ne sprejemne pisarne, v tem smislu za državljanske pobude, ampak to kontinuirano, ker v nekaterih zadevah ti ne moreš sploh oblikovati teh iz lokalnih izvedbenih detajlov, mi moramo še to razdelati v detajle, glih na podlagi tega, da iz realnih potreb ljudi, prebivalcev črpamo, samo oni najbolj vejo, ker tam se jih tiče, tako kot v tovarnah, samo zaposleni vejo, kaj je in tako naprej, to je pa isto. Tako da zato imamo ta namen, da bomo res to poslušali in iz tega se učili in skupaj so oblikovati nadaljne izvedbene politike. Hvala, no zdaj pa mikrofon vračam tistemu, od katerega sem ga prevzel, da pove še nekaj zaključnih besed. Pobudnik Goriške.si, si zadovoljen z današnjim večerom? Jaz sem zelo zadovoljen z večerom, sem zadovoljen z vašo udeležbo in z odgovori kandidatov, tako predstavnikov Združenja Levice kot naših lokalnih kandidatov. Goriška.si bo nadaljevala svojo pot do 5. oktobra in po 5. oktobru, dokler do konca, ne, bomo rekli. In Goriška.si je prav ena taka odprta platforma, v katero vas vabim, da se ji pridružite s svojimi predlogi, mogoče samo sugestijami, idejami. Dosti vprašanj, ki so danes postavljeni, dosti odgovorov, ki sem jih slišal, se ne dogajajo samo na državnem nivoju, ampak tudi na lokalnem nivoju in imamo odgovore na ta vprašanja in ta vprašanja se porajajo tudi drugim narodom v Evropski uniji in morate vedeti, da se tudi drugje rojevajo takšne pobude in da so mogoče spremembe in da so mogoče rešitve, le voljo je potrebno pokazati in voljo pa lahko pokažemo tako, da v nedeljo si vzamete trenutek in namesto iti 5 minut prej na plažo, greste 5 minut kasneje ali ne vem kam že morate v nedeljo iti, v rekopovalne centre, upam, da ne. In da to prepričate tudi druge. Mogoče vse tiste, ki vedno rečejo, se bo odločil nekdo drugi zame. Mislim, da v nedeljo čas, da odločimo mi o naši prihodnosti, enkrat za vselej in ne kot politična floskula, ampak dejansko kot trenutek, ker se moramo zamisliti in se za to zavestno odločiti. Tako da v nedeljo je naloga jasna. Bravo, Luka! Hvala vsem, hvala še enkrat gostom in kandidatom za to, da so nas obiskali in se nam predstavili. Hvala.